Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Samoobvladovanje zadeva vaše ravnanje, ko sicer nočete storiti tega, kar je prav, pa vendar tako nadzorujete svoje ravnanje, da storite to, kar je prav. Samokontrola je naš prijatelj. Bogu se moramo zahvaliti, da nam je dal to zmožnost in nam vsadil čudovit sadež, da nas naša čustva, misli in hotenja ne nadzorujejo. Kajti lahko se obvladujemo sami. To je dobra novica. Nihče se ne počuti tako, kot da je izvzet iz tega. Ni potrebno, da vas hudič meče okrog in ste prepuščeni svojim občutkom. Lahko rečem, da se počutim tako, da bi te kar zmlatil, vendar ti odpustim, ker to piše v Svetem pismu. Lahko se samo obvladam in to storim. Lahko se obvladujem. Ne počutim se tako, da bi oddal svoj denar, vendar Bog pravi, naj ga dam, potem bom to storil in bom celo napravil z nasmehom na ustnicah. Nočem stati in počistiti hiše danes. Nočem umiti avtomobila, nočem oprati oblek. Nič nočem delati, ampak samo ležati. Vendar hvala Bogu za samokontrolo, kajti vstal bom in napravil, kar moram napraviti in bom storil to kot služenje Gospodu. Dajte no, a me slišite? Veste, moramo končati živeti divje življenje in potem vsak teden v cerkvi skakati gor in dol. Gospod, prinašamo ti žrtve. Predam se ti. Tako zasanjano. Imeti moramo sadove. Govorimo o samokontroli in teh sadovih. Najprej o ljubezni. Kako naj z Božjo besedo v ljubezni hodim po svetu, če nimam samoobvladovanja? Zaradi tega pravim, da sta to dva podpornika, ki držita stvari po konci. Veste zakaj? Zato, ker ljubezen ni čutenje, ampak je odločitev. Če bom samo ljubila ljudi, ko se mi bo to zazdelo, bom v velikih težavah, če nimam samokontrole. Če se bom v tej konferenčni sobi pojavila samo tedaj, ko bom tako čutila, potem se sprašujem, koliko ljudi ve, da bom v težavah. Sprašujem se, koliko ljudi ve, da bi morali biti danes tukaj, vendar so se ostali in niso uporabili samokontrole. Na koncu koncev, kdo pa želi uporabiti samokontrolo in če potem poslušati sporočilo o samokontroli? Še enkrat pozdravljam vse tiste, ki ste vedeli, kaj bom učila in ste vseeno prišli. To je hvale vredno. To pomeni, da ste resni. Če ste pozorni, lahko pridete do zmage. Ljubezen ni čustvo. Ljubezen je dejanje, ki se prepleta s tem, kako ravnate z ljudmi. Ni pomembno, kako se odzivamo na ljudi, ki z nami prav ravnajo, ampak kako mi ravnamo s vsakim človekom. Oseba, ki je kakor ta. Galačanom 6:10. Zavedajte se, da boste blagoslov še posebej tistim, ki so vam blizu po veri. Kološanom 3:14. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vest popolnosti. Je dejanje. Oblecite se ljubezen, napravite načrt svojem umu. Danes bom šel ven, bom hodil v ljubezni, postal bom blagoslov, spodbujal bom ljudi in njim pomagal rasti. Če vidim potrebo, bom poskušal izpolniti. Bog, imam načrt in te prosim, da bi blagoslovil ta načrt. Prosim, da mi pri tem pomagaš in da bom danes šel ven in hodil v ljubezni. To pomeni, da se nadenete oblačilo ljubezni. Ne pomeni, da bi si želeli to čutiti. O, tako si želim, da bi čutila več ljubezni. Ali kdo to razume? Mi moramo napraviti te stvari zavestno. Kaj pa v veselju? Kaj se zgodi, če se ne počutim srečna? Če se ne počutim tako, da bi se smejala in govorila z vami? Kaj se zgodi, če zjutraj stopim z postelje z napačno nogo? No, hvala Bogu. Naučila sem se uporabljati samoobvladovanje. To lahko, to zmoreš. Ne počutim se dobro, nisem srečen, slabe volje sem.
Če ste blagoslov drugim, je to edina stvar, ki jo lahko storite, da ste veseli. Več ko dajete, več prejemate. 1. Petrovo pismo 3:10. Prav sedaj vam lahko pokažem, kako si v trenutku povečate veselje. Kdor se hoče veseliti življenja in videti dobre dni, pa naj se zdijo takšne ali ne, naj se njegov jezik vzdrži zla in njegove ustnice prevare. Ko samo obvladujete svoj jezik, lahko izkustveno povečate svoje veselje. Če se zjutraj vstanete in se ne počutite tako veseli, nikar ne recite slabe volje sem. Raj recite, veselje v Gospodu je moja moč. Ne bom preživela dneva v slabi volji samo zaradi čustev. Ne bom dopustila, da bi me moja čustva nadzirala. Rekli boste, sestra, to zveni, kot da zahteva ogromno truda. Res je, vendar nič drugega vam ne preostane. Mislim, kaj pa lahko storite? A boste kar posedali naokrog in se počutili bedno, tako da sploh ne boste napravili nobenega napredka ter čakali na angela, da bi priplaval in naredil čudež? Vi lahko razveselite sami sebe, tako da se otresete egoističnega mišljenja. Amen. Vi to zmorete. To zmorete. A veste, 36 let že pridigam in sem na vseh teh predavanjih in veste, ljudje me še kar naprej kritizirajo in obsojajo in jaz sem utrujena in bolna tega, utrujena in bolna, utrujena in bolna. To me ubija, tega ne morem več početi. Od vsega sem bolna in utrujena. Ali pa lahko rečem, v redu, dovolj dolgo sem to delala. Bog, pokaži mi nekaj, da bom lahko danes nekaj storila za nekoga. Pomagaj mi, da izstopim iz svojega egoističnega mišljenja. Izstopim iz svojega egoističnega mišljenja. Niso okoliščine, ki nam kradejo veselje, ampak je to način našega mišljenja. Tukaj so ljudje, ki so verjetno imeli neverjetno slabe okoliščine in živijo v veselju. Sem so prišli z veseljem na obrazu in so blagoslov za druge. Nato pa so drugi, ki imajo samo kakšno malenkost in so že slabe volje in godrnjajo. Sama vem, ker sem bila takšna včasih. Hvala Bogu za samoobvladovanje. Hvala Bogu za samoobvladovanje. Kaj pa mir? Želim si več miru, samo željo se to ne uresniči. Psalm 94, 12-13. Vidite, kako je pomembno samoobvladovanje. Lahko se vstanete in pogledate naprej vsak dan, ne da bi vam občutki na okoliščine ukazovale. Psalm 94, 12-13. Blagoslovljen, vesel, srečen, kateremu se lahko zavida, je tisti človek, ki ga ti, Gospod, opozarjaš in vodiš. O Gospod, učiš ga iz svoje postave, ki si mu jo dal, da bi ostal miren v dnevih nesreče. Kdo vas bo ohranil mirne? Vi sami boste ostali mirni. Hvala za navdušenje. To vam lahko da moč, da ohranite sebe mirni v dnevih nesreče, dokler se ne skopljete neizbežna jama pokvarjenosti za hudobne. Medtem, ko čakamo na Boga, da bo upravil z našimi sovražniki, ko čakamo na to, da hudiča postavi na svoje mesto, ko čakamo na svoje plačilo. V tej zmedi imamo dovolj samoobvladovanja, da ostanemo mirni. Ni potrebno, da ste vznemirjeni zaradi okoliščin. Vi se malo pogovorite sami s seboj, naredite nekaj odločitev, molite, prosite Boga za pomoč, vendar vaš vsak dan naj ne bo porušen zaradi novih okoliščin, ki so se pojavile in na katere niste računali. Če se ne naučite, kako se umiriti, ko se samo vladujete, tedaj nas bo hudič vsak dan razjezil in nam ukradel Božje veselje.
Kajti jaz ne nudim takšnega sporočila, ki bi vas umiril v vsakršnih okoliščinah. Žal mi je, vendar tega ni. In če vam kdo pravi, da ima to, potem se mi zdi, da vam ne pove vse resnice. Janez 14:27. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, pravi Jezus. O, mir. Svoj mir vam dajem, ne takšnega, kakor ga nudi svet, vam ga dajem jaz. Sedaj prihaja naš del. Ne dopustite, da se vaše srce vznemirja. Ne dopustite, da bi se vznemirili ali razburili, in ne dopustite, da bi vas bilo strah, da bi bili neodločni in bojazljivi. Veste kaj, če nismo v ravnovesju na nekem področju, smo slabe volje in dopuščamo, da nas občutki vodijo, če imamo veliko problemov s slabimi mislimi in če dopustite, da vas te vodijo, bo na začetku zelo težko, vendar vsakič, ko boste doživeli le malo zmago, vam bo ta mala izkušnja pomagala za naslednjič. Ne ostanite tam, kjer ste. Rastite in bodite pripravljeni na spremembe. Prevzemite odgovornost. V redu, Jezus pravi, da nam daje mir. Vendar sedaj mi pravi, da se ne smem vznemirjati o vseh teh stvareh, ki nimajo nobenega smisla. Ali vidite to danes? Hvala Bogu za samoobvladovanje. Kaj pa potrpežljivost? Kako boste uspeli ravnati v potrpežljivosti, če nimate samoobvladovanja? Kajti vse te stvari so občutki, naša čustva. Tisto sekundo, ko ne dobimo, kar želimo in nekdo se ne premika tako hitro, kot bi mi želeli, mi hitimo, vendar smo v prometnem zamašku, mudi se nam in vendar ravno takrat prodajalec nima napisanih cen in vi kar čakate in čakate in čakate in ste kot... In lahko storite to, kar sem ponavadi storila, da na glas jočete. To je smešno. Ali pa lahko rečete, to je moj preizkus. Moji sadovi duha so se nekoliko skrčili. Nekdo hoče vzeti moje sadeže. Bodite pozorni, kako se počutite. Začnete izgubljati svoj mir in samoobvladovanje. Začnete izgubljati veselje, zato uporabite samoobvladovanje. Ta je vaš zavetnik, je v vas in jo lahko uporabite kadarkoli hočete, da dosežete zmago. Nič čudnega ni, da vas je hudič ves čas hranil z nesmislom. Dobro, jaz nisem oseba, ki se kontrolira. Sovražim samokontrolo, sovražim disciplino. O, ta disciplina, to samoobvladovanje. On hoče, da imamo slab odnos do tega. Vaje, te vaje. Sovražim vse preizkušnje. Tako sem si mislila 64 let. Potem pa je kar naenkrat bilo tu gorje, naenkrat padlo dol. In zdi se, kot da se je zgodilo čez noč. Kaj se je zgodilo tukaj? Mislila sem dvigniti vse telo, ga zvezati in potem vse skupaj zvezati in odrezati. Vendar mi je namesto tega Sveti Duh spregovoril. Če se ne boš začela oblikovati, če ne boš začela telovaditi, ne boš dovolj močna za zadnji konec poti tukaj na zemlji. In povem vam, da prav nič ne pretiravam, ko sem začela z vadbo, sem trpela za 2 leti in pol. Mislila sem, da je trpljenje normalna red v življenju. In sedaj moje telo hrepeni po tem. Če sem na potovanju in se ne morem posvečati vadbi v enem tednu ali kaj podobnega, potem bom po vrnitvi ob dvigovanju uteži, to tako dobro dene.
Uporabljajte samokontrolo, da boste izoblikovali nove navade. Amen. To je dobro, za vajo lahko malo zaploskamo. Tudi hoja je čudovito izkustvo, samo da se premaknete. Dobrota, prijaznost, zvestoba, vse to zahteva samoobvladovanje. Nekdo bo ranil vaša čustva, vendar vi hočete nazaj neokrnjene. Uporabite samoobvladovanje in recite, ne počakal bom na Boga. Ponižal se bom v tvoji mogočni roki in počakal nate. Apostolska dela 24:25. Dobro vam gre, v pravo smer ste usmerjeni. Pavel govori človeku po imenu Feliks in ko je beseda nanesla na pravičnost, samoobvladovanje in prihodno sodbo. Poglejte, zelo rada imam ta vers. Se je Feliks prestrašil, zato je rekel, za zdaj lahko greš, ko najdem čas, te bom spet poklical. Mislim, nič ne more biti bolj resničnega. Vi gledate televizijo in kar naenkrat sem začela učiti o tem, kar nočete slišati. In takoj boste zamenjali kanal. Pavel je govoril Feliksu stvari, ki jih ni hotel slišati, in ko bi moral nadzorovati svoje strasti, mu je rekel, pojdi stran. Poklical te bom, ko bo primeren čas. Če boste čakali na bolj primeren čas, da boste skrbeli za nekatere stvari v svojem življenju, ker se čutite obsojene, potem ni bolj primernega časa od sedanjosti. Oni dan mi je nekdo rekel, moram shujšati. Vendar bom počakal na konec počutnic, kajti sedaj ni pravi čas. Povem vam, tudi prvi dan leta ne bo pravi dan. Ni takšnega časa, kot je sedanjost. Pravzaprav bi bilo najbolje, ko bi bili malo bolj odločni sami s seboj in rekli, začel bom sedaj in to bo zame velika preizkušnja, da bom vse to kontroliral in se obvladoval. Srečni smo, mogoče čisto malo, mogoče, morda. Tudi s tem letom bo skoraj pri kraju. Pregovori veliko govorijo o krotenju samega sebe. Govori, omejuj sebe od ljudi, katerih življenje je velika zmešnjava. Kroti svoj jezik, kroti svojo jezo. Kdor ne obvladuje svojega duha, je kakor mesto brez obzidja. Veste za geslo, če se dobro počutite, to storite. Vendar vam lahko zagotovim, da v Božjem kraljestvu to geslo ne funkcionira. Ko se dotaknete samoobvladovanja, bodite pozorni na svoj Nastavite svoj Postavite svoj preden zapustite to stavbo danes. Samoobvladam se in z Božjo pomočjo bom poravnal tista področja svojega življenja, ki so izven ravnovesja. Nastavite svoj Postavitev je tako pomembna. Nekaj neverjetnega je, kaj uspe storiti oseba z Božjo pomočjo, ko enkrat postavi svoj da bo to storila. Vendar, če ne boste postavili svojega vam prav nihče ne more pomagati. Čudežev namreč ni na pretek, da bi kar plavali naokrog in bi vam pomagali na poti k zmagi, če ne boste postavili svojega Lahko vam povem tudi to, ko boste prvi začeli s spremembami, vas bo bolelo. Ne bo lahko, vendar se splača. Splača se. Prvo pismo Korinčanom 9:24. Mislim, da vas bo to potisnilo čez rob. Mar ne veste, da tisti, ki v tekališču tečejo, sicer vsi tečejo, le eden pa prejme nagrado.
Tako tecite, da jo dosežete. Kako boste tekli? Vsak atlet, ki se pripravlja na tekmovanje, si prizadeva v treningu in se odpoveduje vseh stvari. To pomeni, da ima samovladovanje in se zna omejiti. V kolikih stvarih? V vseh. Kolikih stvarih? V vseh. V vseh? Da, samovladuje svoje mišljenje, svoj jezik, svoje obnašanje. Moram delati, ko tako ne čutim in skrbeti za svoje stvari. Moram vaditi, moram si umivati zobe, moram to in ono. Ne čutim, da bi vse to izpolnjevala. Bog, hvala ti za samovladovanje. Ni vam potrebno tega čutiti. Imate prijatelja in to je samovladovanje. Sedaj vsak atlet, ki trenira, se podvrže treningu in se odpove vseh stvari. Ti to počnejo za venec, ki bo kmalu ovenel, vendar mi prejemamo krono večnega blagoslova, ki ne more oveneti. Mislim, če lahko nek atlet ali tekač tako disciplinira samega sebe, da bo zmagal za medaljo, lahko prav tako tudi mi sami storimo, da častimo Boga in da smo vse to, kar On hoče, da smo v njegovem kraljestvu. Zato je Pavel rekel, da ne tečemo brezciljno, ne kakor bi mahal po zraku, ampak izčrpavam svoje telo in ga osužnjujem. Ne razumite narobe, ne pravi, da pomiluje svoje telo. Ne pomiluje ga, ampak osužnjuje. Vendar kakor kristjan pomilujem svoje telo in čakam na čudež. Vendar pa kakor atlet treniram svoje telo, ga osužnjujem, discipliniram in trdo ravnam z njim. Ko ga pokorim v strahu, da bo drugim oznanjal evangelij, da ne bi postal nepripravljen in ne bi opravil preizkušnje ter bil zavrnjen, kot da bi bil slepar. Mi ne smemo govoriti ljudem, kaj naj storijo in se potem sami tega ne držimo. Moramo jim biti za zgled. Rada imam ta izrek. Ne prenehoma pridigajte in ko je potrebno, uporabite tudi besede. Danes bomo predstavili vse poudarke. Svoj čas uporabljate smiselno. Veste, tukaj na zemlji imamo zelo kratek čas, da se naučimo obvladovati sami sebe v službo drugim. Zavestno to storite, disciplinirate sami sebe in svoje navade in to storite zaradi ljubezni do Boga. Napravite, da bo vaše življenje eno samo pričevanje za Boga. Amen. Recite, samoobvladam se. Delujem v samoobvladovanju. Ne rabim storiti vsega, kar si želim. Storim to, kar Bog hoče, da storim. Samoobvladovanje je moj prijatelj. Navdušen sem nad svojim novim življenjem. Komaj čakam, da začnem. Prav, vsi vstanite. In dopustite, da molim za vas. Oče, molim za to čudovito skupino ljudi. Bili ste tako pogumni, da ste prišli in poslušali o samoobvladovanju. Gospod, prosim te, da bi se ti na poti k tebi mi vsi približali. Pomagaj nam, da nas ne bodo vodila naša čustva ali misli, ampak bomo uporabljali samoobvladovanje in poslušali tebe, ter hodili v sadovih duha in te ubogali. Sveti Duh, hvala ti za tvoje delovanje v našem življenju. Hvala ti za tvojo pomoč in mi te hočemo častiti, medtem ko uporabljamo te čudovite sadove duha. Hvala ti, da nam pomagaš. V Jezusovem imenu. Amen. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.